Izvolite, Teja, kar gosto. Dober dan, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci. Kot smo najavili, bi danes radi pripravili program, dokument Jamstvo za mlade. Ministrica, doktorica Anja Kopač Mrak, Zoran Kodolenko in pa predstavnica mladih, Teja Jarc, bodo vaši sogovorniki, tako da ministrica kar Dober dan še z moje strani. Jaz bi dala malce uvoda v samo nastajanje in pa samo strukturo pomembnega dokumenta, ki ga danes dajemo v javno razpravo. To se govorimo o jamstvih za mlade oziroma izvedbenem načrtu slovenskega jamstva za mlade. Koordinator tega jamstva je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ukrepe pa so predlagale tudi druga ministrstva, ki so pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo in kmetijstvo. Opravili smo veliko usklajevalnih sestankov s ciljem, da vključimo nabor ukrepov, ki bi o predpostavki gospodarske rasti od leta 2015 dalje lahko resnično prispevali k izboljšanju stanja na tem področju. Dokument je od prvega osnutka do predloga, ki ga danes predstavljamo, zelo spremenjen. Jaz lahko na nek način pohvalim predvsem ta postopek nastajanja, kjer smo sodelovali z mladimi in tudi drugimi deležniki. Posebnost slovenskega jamstva je razširjena skupina mladih, in sicer so vključeni mladi do 29. leta in tudi prilagojena obravnava mladih glede na doseženo raven izobrazbe. Ciljna skupina obsega 37.000 mladih, ki se letno vpišejo v evidenco brezposelnih in seveda tudi tiste, ki so brezposelni že zdaj. Dokument je tudi bistveno širše zastavljen, kot je definicija jamstva strani Evropske unije sprejeta. Naša namreč vključuje tudi posamezne preventivne ukrepe, ki vplivajo na trg dela in s tem posredno na zaposlovanje mladih, torej na njihovo stopnjo zaposljivosti. Če zdaj izpostavim, kako smo v tem dokumentu jamstva za mlade definirali, je: vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let bo ponujena zaposlitev tudi s pripravništvom, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v 4 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Sam dokument, ki je danes pred vami, je strukturiran glede na določitve ali strukturo, ki jo je opredelila Evropska komisija, željo seveda, da so izvedbeni dokumenti enako strukturirani v vseh državah članicah. Tako da dokument vključuje jamstvo za mlade, ki je osnovni dokument, prilogo 1, ki je analiza stanja mladih na trgu dela, priloga 2 vsebuje opis ukrepov, ki so zajeti v izvedbenem načrtu jamstva za mlade, in priloga 3 seznam ukrepov s številom vključitev in predvidenih sredstev v letu 2014 in 2015. Jaz verjamem, da boste pogledali te dokumente in z vso gotovostjo govorim o teh 3 prilogah, da smo veliko truda vložili v strokovnost priprave teh dokumentov. Želela bi izpostaviti tudi, da so pri pripravi dokumenta, da smo upoštevali 3 pomembna načela. Prvo je načelo ciljnega in segmentiranega ukrepanja. Namreč mi smo skupino mladih razdelili v 4 različne podskupine. Prva skupina je mladi v izobraževanju, druga brezposelni mladi s prvo in drugo ravnjo izobrazbe, potem tretja skupina so brezposelni mladi za 3., 4. in 5. ravnjo izobrazbe in pa brezposelni mladi za 6., 7. in 8. ravnjo izobrazbe. Zakaj? Na podlagi analize trga dela smo ugotovili, da seveda mladi niso homogena skupina in da so potrebe teh 4 različnih skupin različne, zato smo tudi se odločili za strukturiran segmentacijski način. Drugo načelo je načelo postopnega ukrepanja in sinergije ukrepov. Število ukrepov, ki so na voljo mladim, se z trajanjem brezposelnosti povečuje in med seboj so usklajeni in se dopolnjujejo. Če vam samo pokažem, na žalost ne moremo imeti PowerPoint predstavitve, ta je
zelo en tak nazoren način tega načelnega in postopnega popeljanja. Tukaj imamo preventivno ukrepanje, imamo takoj po nastanku brezposelnosti, po 3 mesecev brezposelnosti, po 4 mesecih, kjer so pač posamezni ukrepi navedeni. Torej, mi točno vemo, kako bomo z mlado brezposelno osebo, ko se bo prijavila na zavod, kateri ukrepi, v katerem časovnem okviru bodo dosegljivi. Tretje načelo, ki je zelo pomembno bilo pri nastajanju tega dokumenta, je načelo medresorskega sodelovanja. Pri pripravi in izvedbi jamstva za mlade je izredno pomembno povezovanje resorjem, predvsem zaposlovanja našega, torej skupaj z Zavodom za zaposlovanje, gospodarstvom in izobraževanjem, ter seveda z izvedenimi aktivnosti, da dosežemo optimalne rezultate. Če grem zdaj na dodano vrednost tega dokumenta, je predvsem v medresorskem pristopu, ki je zavedanje o tej problematiki dvignilo na nivo Vlade Republike Slovenije. Jaz verjamem, da so tukaj še možnosti izboljšav. Kot država imamo vedno večje probleme seveda v povezovanju medsektorskih politik. Veliko lažje je peljati svojo sektorsko politiko, nastopijo težave, ko je potrebno medsektorsko sodelovanje. Tukaj smo stopili na to pot, vendar verjamem, da so seveda mogoče še izboljšave na tem področju. Druga dodana vrednost je sigurno vključitev mladih in drugih deležnikov v pripravo osnutka dokumenta. In jaz verjamem, da ga v teh 14 dneh, ko dajemo ta dokument v javno razpravo, lahko tudi še izboljšamo. Verjamem, da se bo dokument še izboljšal, preden se bo obravnaval na vladi. Dodana vrednost je tudi to, da je mnogo večji poudarek kot sedaj na preventivnem in sistemskem ukrepanju, ki ima tudi dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so povezani z boljšim napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti vseživljenjske karierne orientacije na vseh ravneh izobraževanja, s ciljem, da bi se več mladih odločalo za poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna. Naslednja točka je večje povezovanje med izobraževanjem in trga dela, kar je eden največjih problemov pri zaposlovanju mladih. Tako bo več praktičnega usposabljanja na vseh ravneh, mladi se bodo pri pripravi diplomskih in seminarskih nalog bolj osredotočali na konkretne probleme podjetij in na ta način spoznavali potencialne delodajalce. Vsekakor pa je na tem področju pomembna tudi vloga socialnih partnerjev, tudi Ministrstva za izobraževanje in v povezavi z Ministrstvom za gospodarstvo, in na tem področju so verjetno še kar prostor izboljšav. In zadnja točka se mi zdi pomembno tudi to, da so pri dokumentu pridani kazalniki, ki jih bomo spremljali glede na učinkovitost samih ukrepov. Tako bomo spremljali trajanje brezposelnosti mladih, število mladih, ki so prejeli ponudbo v okviru jamstev, število ponudb, ki so bile posredovane mladim brezposelnim, sistematičnim vrednotenjem pa bomo tudi spremljali učinke sistemskih ukrepov in cilje, ki smo si jih zastavili ob pripravi ukrepov. Torej dejansko bo ukrep imel tudi za sabo same postopke evalvacije, tako da bomo lahko tudi v samem postopku izvajanja stvari izboljševali. Če pogledamo, jaz na hitro samo en oris, ker so res številni ukrepi. Pri preventivnih ukrepih sem že izpostavila predvsem pomen tega, da je vzpostavljen, da se bo vzpostavil sistem boljšega napovedovanja bodočih potreb na trgu dela, tako kratkoročnih kot srednjeročnih potreb, da bomo bolj sistematično pristopili k informiranju in svetovanju v okviru razširjene mreže vseživljenjske karierne orientacije. Zapisano je tudi beleženje neformalno pridobljenih izkušenj in boljše povezovanje med samim izobraževanjem in trga. Na primer, notri je vključena tudi izboljšanje kompetenc mladih glede na spodbujanje njihove mednarodne mobilnosti, vključene so tudi štipendije Ad Futura, mladi osipniki so tukaj noter z uspešnim programom PUM, ki ga do sedaj že izvajamo in ga bomo tudi v bodoče. Pomembno so pa tudi pri tej zgodbi preventivnosti štipendije za deficitarne poklice, kar je seveda povezano z Zavodom za zaposlovanje in Skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki morajo vzpostaviti sistem spremljanja in napovedovanja potreb na trgu dela. Za preventivne ukrepe za celoten sklop bomo v letu 2014 namenili 11 milijonov evrov,
in omogočili več kot 36 000 vključitev, torej na podlagi teh ukrepov. V letu 2015 pa za te ukrepe namenjamo 15 milijonov evrov in več kot 36 000 vključitev. Drug sklop ukrepov se imenujejo tako imenovani podporni ukrepi, kjer znotraj sodi tudi nekateri sistemski in reformni ukrepi, naprimer tu znotraj je sigurno potrebno omeniti reformo študentskega dela, kjer bomo tudi v kratkem jo predstavili, kjer želimo predvsem zmanjšati segmentacijo na trgu dela, ki zadeva predvsem mlade, in po drugi strani vpeljati seveda koncept vsako delo šteje. Pomembna je tudi v tem kontekstu priprava enoletnega medresorskega projekta za podporo podjetništvu, ki bo namenjen promoviranju podjetništva v šolah, spodbujanju podjetništva na osnovi presoje podjetniške ideje in poslovnega načrta in usposabljanje za podjetništvo. Če poenostavim, v letu 2015 bomo vsa sredstva, ki jih imamo sedaj ločena, tako na resorju za izobraževanje, gospodarstvo in našem, ki je namenjeno spodbujanju podjetništva, bomo združili v enotno platformo. Nosilec tega ukrepa bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z vsemi sredstvi potrebno je pripraviti to, da ne bomo parcialno spodbujali zgolj samozaposlovanje, ampak da mladim, ki se odločijo, da razvijajo, da imajo potencial, da razvijajo svoj talent tudi v okviru podjetniške ideje, da jim damo dovolj dobro podporo. To bo bistveno daljše samo izobraževanje, zato tam okoli 3-4 tedne bo to samo izobraževanje, hkrati bo tudi vzpostavljeno svetovanje tem mladim podjetnikom. Skratka, v 2015 želimo vzpostaviti celovit platformo za spodbujanje podjetništva, tudi že v šolah, skratka resnično celovito k temu pristopiti. Tukaj znotraj imate eden izmed ukrepov, je tudi program ukrepov v okviru pobude za mlade. Veste, da smo Slovenija dobila 10 milijonov dodatnih sredstev za spodbujanje zaposlovanih mladih, ki velja za vzhodni del naše države, in tukaj znotraj smo se odločili, da bomo kombinirali dva programa, in sicer program prve zaposlitve mladih in pa pripravništvo. In nekako se predvideva 20 milijonov evrov bo za to namenjeni v 2 letih. Približno 2000 vključitev v letu 2014 in dodatno 660 vključitev v letu 2015. Za te ukrepe podporne, tako imenovane, bomo v letu 2014 namenili skoraj 65 milijonov evrov, omogočili pa več kot 24 000 vključitev. V 2015 pa več kot 62 milijonov evrov in omogočili več kot 16 000 vključitev. Če tako pogledamo, bomo skupaj za izvajanje jamstev za mlade, vključno s pobudo za mlade, namenili v letu 2014 več kot 76 milijonov evrov in omogočili več kot 60 000 vključitev, v letu 2015 pa več kot 77 milijonov evrov in omogočili več kot 52 000 vključitev. Vse skupaj bomo torej v 2 letih namenili več kot 153 milijonov evrov. Od tega, če strukturiramo, 10 milijonov evrov je pobuda za mlade, cirka 40 milijonov bo namenjeno iz proračuna Republike Slovenije, 104 milijone pa iz sredstev, iz evropskih sredstev, od tega bo 102 milijona od Evropskega socialnega sklada in 2 milijona sredstev kmetijske politike. Če pogledamo še celoto ukrepov, ki jih imate potem tudi v prilogi navedene, to so podporne različni ukrepi, je več kot 80% vseh ukrepov, ki so notri, so ukrepi v pristojnosti Ministrstva za delo, nekaj manjšega je pa tudi strani Ministrstva za izobraževanje in Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstvo za gospodarstvo. Hvala lepa, ministrica. Ti dokumenti so vsi objavljeni tudi na spletni strani. Osnovnega smo vam sprintali Priložen Kolenko, namestnik generalni direktor Direktorata za osebnega poslovanja, bo dal še nekaj poudarkov oziroma podrobnosti programov. Ja, hvala lepa za besedo. Torej, kot je bilo že povedano, vseh ukrepov je 38, delijo se v preventivne in v tiste, ki pač podpirajo neko izvajanje, znotraj tega pa še na tisti reformni del,
kjer skušamo sistem dela izboljšati in kjer skušamo vplivati dolgoročno na trg dela in na delo z mladimi in pa na tiste programske ukrepe, ki so predvsem spodbude za zaposlovanje teh mlajših v gospodarstvu. Zdaj ključno, kar je pri tem dokumentu, bi jaz resnično še enkrat poudaril, zavedanje, da brezposelnost mladih ni samo problem Ministrstva za delo, je za ta dokument seveda ključno, ker na koncu se seveda pri nas odraža to, kar pride iz šolskega sistema, kar pride tudi iz osebnih odločitev mladih za poklice, zato je dokument pač skušal celovito nasloviti ta problem in pri teh preventivnih ukrepih se meni zdita ključna predvsem dva. Eden je celovita mreža karierne orientacije. To je mreža, ki bi naj mladim dala resnično dobre informacije o tem, za kakšen študij se odločati, da bojo zaposlitvene možnosti boljše, ali pa za kakšen poklic se odločati, da bojo zaposlitvene možnosti boljše. To je tesno povezano tudi s tem, da skušamo malo boljše napovedovati potrebe na trgu dela, ki pač bodo v prihodnosti. Pri tem bi se rad poudaril, da to je problem v celotni Evropi, ne samo pri nas. Zelo težko je napovedovati potrebe, to je metodološko zelo zahtevna zadeva in v letošnjem letu smo na zavodu že začeli izvajati pilotni projekt, kot veste, je bila prijava prostega delovnega mesta ukinjena, na kateri so pač te potrebe temeljile, zato skušamo pač to z metodologijo, podobno kot drugje v Evropi, napovedovati za prihodnost in ta projekt je ključen za to, da bomo skušali na eni strani priti do tega, kaj trg dela potrebuje in vseživljenjska karierna orientacija bo skušala te informacije posredovati do mladih. Če celovito opišem to mrežo, nacionalna kontaktna točka na ravni države bo skrbela za stroko, če se tako izrazim. Imeli bomo karierne centre na univerzah, ki že obstajajo, imeli bomo regijske karierne centre in pa to, kar že izvaja zavod, karierna orientacija z brezposelnimi in javni sklad karierna orientacija v podjetjih. Zbir vseh teh informacij bo pomenil to, kakšne so možnosti v prihodnosti, da se lahko nekdo na trgu dela zaposli. To je po našem mnenju ključno, da bodo odločitve dolgoročno boljše in da se bodo mladi odločali tudi v tisti smeri, kjer so možnosti boljše. Tisto, kar je pa še ključno na tem področju, so pa seveda kadrovske in deficitarne štipendije. Kot veste, so deficitarne novost, kadrovske so izboljšane, predvsem v smeri višjega sofinanciranja in večje udeležbe delodajalcev in boljšega sodelovanja tudi v okviru praktičnega pouka pri bodočih delodajalcih. To, kar je pri podpornih ukrepih ključno, je seveda to, da bojo sredstva razdeljena približno tako, kot je brezposelnost v deželi. Jaz bi vseeno povedal še en ključen podatek, da več kot 60% brezposelnosti imamo na vzhodu države, manj kot 40% na zahodu in temu primerno bodo tudi ciljani ukrepi po takšni strukturi, kot je bilo že povedano. In tukaj seveda so ključni ukrepi, ki jih bomo izvajali kot podporne ukrepe. Predvsem bi rad povedal to, da smo skozi zelo obširno debato z mladimi prišli do tega, da moramo vsi skupaj povedati, da je podjetništvo pozitiven proces, kar mnogokrat v družbi zasledimo, žal negativen prizvok tega samozaposlovanja, ki se ga mogoče včasih tudi v tem podjetniškem smislu ne zasluži. In zato je ta skupna platforma za podporo podjetništvu, ki bo skrbela in za promocijo podjetništva v osnovnih šolah in v raznih izobraževalnih programih, za presojo podjetniške ideje, za pripravo tistih, ki grejo v samozaposlitev na ta proces na bistveno daljši način kot danes in za podporo v prvih letih podjetništva ključna. To bo od leta 2015 naprej in to se nam zdi resnično ključen projekt in pa v tem sklopu bi rad posebej opozoril na to, kar imate pod ukrepom številka 17 v prilogi 3. Zavod bo imel svetovalce, ki se bodo ukvarjali samo z mladimi in se bodo ukvarjali samo s tem, da bodo mladi resnično v okviru teh jamstev dobili to, kar pričakujejo. Teh svetovalcev bo 68 in se bodo ukvarjali, tako kot sem rekel, samo mladimi po celi Sloveniji. Posebej bomo izkušali usposabljati za to delo, skušali se bomo tudi truditi, da bi ti svetovalci bili, če lahko rečem, če bo možnost čim mlajši, tudi s kako lastno izkušnjo brezposelnosti, da bo pač ta empatija čim večja in da bodo ta problem razumeli čim bolje. Ključno seveda so potem podporni projekti, kot smo rekli, 20 milijonov za prvi izziv in za pripravništva v vzhodni Sloveniji. To so ta dodatna sredstva pobude. Vem, da mnogi še pobudo in jamstvo v tej deželi mešajo. Naj še enkrat poudarim, pobuda so dodatna sredstva, ki jih je Evropska unija namenila državam, ki imajo največji problem na tem področju. Z tega naslova mi dobimo približno 10 milijonov sredstev
in vidite, da to predstavlja v celotni strukturi sredstev kar majhen delež, glede na 153 milijonov, je pa vseeno pomembno sporočilo, da se v bistvu na tem področju pristopa k razreševanju problemov. K temu pride še 10 dodatnih milijonov iz Evropskega socialnega sklada. Pripravništva so zelo pomembna zgodba, 660 na leto, več kot 12 milijonov sredstev, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja in pa seveda socialnega dela, kar smo deloma izvajali že zdaj. In to so tisti ključni projekti, s katerimi si obetamo izboljšanje. Bi pa posebej mogoče tukaj še poudaril to, da izvajalci ne bodo samo dosedanji izvajalci, torej Zavod za zaposlovanje, sklad in podobni, da smo dali vlogo tudi mladim, da bomo pripravili posebni javni razpis. Že v prvem letu 2015 bomo 4 milijone namenili za te projekte, ki bojo mladi pripravili na način, da bojo skušali pokazati kakšne inovativne pristope, ki bi jih lahko kasneje uporabili kot sistemske pristope pri zaposlovanju mladih. Na koncu, ker so vsi ti projekti zelo obširno opisani v strukturi dokumenta, v prilogi 2 je opis posameznega ukrepa, v prilogi 3 so vključitve in sredstva za naslednji 2 leti, bi samo to poudaril, da se ves čas pogovarjamo z mladimi, da je to zelo dober dialog in da si obetamo tudi, ko bomo operativno pripravljali te posamezne programe, da bomo sedeli skupaj, da bomo se pogovarjali o tem, katere dele teh ciljnih skupin, v katere ukrepe vključevati, da bomo skupaj dosegali kar največji učinek in da bomo se resnično skupaj trudili za to, da se stanje izboljša. To se nam zdi tudi pri tem dokumentu zelo, zelo ključno. Hvala lepa, mladi so torej sodelovali tudi pri pripravi tega dokumenta, zato da dajem besedo predsednici Mladinskega sveta Slovenije, Teji Jarc. Najlepša hvala. Jaz danes govorim tukaj v imenu vseh mladih, ki smo bili vabljeni v pripravo tega dokumenta, ki smo vsa ta meseca sodelovali z različnimi ministrstvi in lahko povem, da pričakovanja mladih do programa Jamstva za mlade so upravičeno visoka. Vrsta funkcionarjev od predsednice vlade navzdol je v razpravah o problematiki brezposelnosti mladih izpostavljala pomembnost tega dokumenta. Tudi predstavniki mladih smo z optimizmom vstopili v usklajevanje glede tega programa. Zadovoljni smo, da se problematiko zaposlovanja mladih s tem programom končno želi naslavljati celostno. Od začetka leta smo skozi številne sestanke uspeli prepričati odločevalce, da moramo pri naslavljanju tega problema biti ambiciozni in tako v namenih kot v ciljih, še bolj konkretni pa v ukrepih, ki jih dokument predstavlja. Program Jamstvo za mlade to ambicioznost odraža predvsem z dolgoročnimi usmeritvami in cilji, ki kažejo na to, da njegov namen ni zgolj gašenje požara na področju brezposelnosti mladih. Tisto, kar nas skrbi, pa je nedodelanost nekaterih predlaganih ukrepov. Iskreno smo pričakovali več. Če bi vsa ministrstva pri nastanku programa sodelovala z enako vnemo in zavzetostjo, kot je to počelo Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, bi program Jamstvo za mlade verjetno dosegal tudi naša visoka pričakovanja. Predstavniki mladih obžalujemo, da je bil pri nastajanju programa prisoten princip vrtičkarstva. Razlogi, zakaj je temu tako, nas niti ne zanimajo. Skrbijo in tičejo pa se nas posledice, ki jih takšna ravnanja povzročajo. Takšno neodgovorno ravnanje nekaterih ministrstev se odraža v nekonsistentnosti in podvajanju določenih ukrepov in splošni medresorski neusklajenosti programa Jamstvo za mlade. Celostno gledano to potem seveda vpliva na verodostojnost celotnega dokumenta. Kaže pa tudi na bistvene razlike med ministrstvi v razumevanju in obsegu največje težave naše generacije, torej brezposelnosti mladih. Ob tem se sprašujemo, ali bo takšen odnos vplival tudi na izvajanje programa Jamstva za mlade in kakšno spremembo potem lahko v resnici tudi pričakujemo. Vsebinsko gledano velja izpostaviti, da je večina ukrepov oziroma da vsi ukrepi, ki jih zajema program, so poenoteni vsaj glede ciljne skupine. To je za vse mlade do 29. leta starosti, kar seveda izjemno podpiramo. Prav tako pozdravljamo, da Slovenija s tem programom dobiva enotno platformo, ki združuje vse ukrepe za zaposljivost in zaposlovanje mladih. Program tako obsega področje vseživljenjske karierne orientacije, stremi k ustvarjanju spodbudnega okolja za podjetništvo in povezuje ukrepe za spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja mladih. Program prav tako povezuje izobraževalne vsebine s potrebami trga dela in praktičnim usposabljanjem. Predstavniki mladih ocenjujemo, da smo v fazi usklajevanja z ministrstvi dosegli maksimum, zato je skrajni čas, da gre dokument v javno razpravo. Žal ne moremo reči, da je dokument končan ali da ga popolnoma podpiramo.
Poudarjamo, da mora program Jamstvo za mlade mladim omogočiti ne samo možnost in priložnost za zaposlitev, ampak tudi zagotoviti, da bo to varna in dostojna zaposlitev. Tem načelom bomo sledili tudi v fazi javne razprave, v kateri bomo ponovno predlagali ukrepe, ki bodo po našem mnenju izboljšali dokument in mladim zagotovili pogoje za boljši razvoj in osamosvojitev. Pozivamo mlade, mladinske organizacije, organizacije za mlade in druge zainteresirane, da sodelujejo v javni razpravi o programu Jamstvo za mlade in ga pomagajo izboljšati. Verjamemo, da je rezultat lahko in mora biti boljši. Hvala lepa. Zdaj pa smo vam na voljo seveda za vprašanja. Jana, tudi iz Pomorskih novic za gospodarc najprej. Če lahko konkretno pove, katere so tiste pomanjkljivosti, ki ste želeli na kratko? Ja, z veseljem. Jaz bom v resnici res kar odkrita. Izjemno veseli smo, da se je ekipa, ki je pripravila dokument, razširila. Izjemno veseli smo, da so zraven pristopila ministrstva, ki morda v prvi fazi niso bila pričakovana. Torej Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, prav tako pa je zraven poleg MDDSZ tudi Ministrstvo za izobraževanje in MGRT. Žal pa opažamo, da ministrstva med sabo niso sodelovala. V dokumentu, ko ga boste prebirali, je namreč moč opaziti podvajanje ukrepov. To pomeni, da ministrstva niso iskala sinergijskih učinkov, s čimer bi lahko doseg in implementacijo seveda izboljšala. Prav tako je jasno, da nekateri ukrepi niso dovolj konkretni. Ukrepi, ki v bistvu vsebujejo samo definicijo, kaj naj bi ukrep bil, za nas enostavno ni ukrep. Mladi ne vemo, kaj lahko od tega pričakujemo, če piše, da se bo začel ukrep pripravljati še v letu 2014 ali kasneje, ali če pač opredeljuje samo neko definicijo, kaj je neformalno izobraževanje, kaj je učna mobilnost. Tako da lahko iskreno in z veliko žalostjo povemo, da smo od določenih ministrstv pričakovali več. Kot rečeno, nekatera si zaslužijo pohvalo, predvsem pa, kar želimo mi naslavljati, je, da je to problem celotne družbe, problem ne samo mladih in mora biti v bistvu problem vlade. Tako da mi ne želimo zdaj v bistvu iskati vzrokov, zakaj katero ministrstvo ni tega pripravilo, to je njihova naloga, želimo pa, da vlada celostno naslavlja problem brezposelnosti mladih, ker verjamemo, da si zaslužimo tako pozornost. Kaj to pomeni v 4 mesecih po tem, ko se prijavljajo na Zavod za zaposlovanje, ti mora biti nekaj ponovljeno, to velja samo za vzhodni del Slovenije, pač nekaj konkretnega? Ne. Za druge pa sistemske rešitve? Ne. Jamstvo za mlade velja za vse mlade med 15 in 29 let in zaveza je, da tem mladim od 15 do 29 let, ko se registrirajo na Zavodu za zaposlovanje, v 4 mesecih ponudimo ali možnost zaposlitve, pripravništva, usposabljanja na delovnem mestu, izobraževanja, krajšega usposabljanja. Skratka, to velja za vse. Samo znotraj 10 milijonov oziroma 20 v celotni strukturi sredstev je pa namenjeno pobudi za mlade. To je pa tisto dodatna sredstva, ki smo jih dobili in teh 20 milijonov smo usmerili, bo samo na vzhodno regijo usmerjeno in tam znotraj so pa, da bodo mladi brezposelni na vzhodu države vključeni predvsem v ukrep prvi izziv plus subvencionirano pripravništvo. In tam je za 20 milijonov, vključitev, jaz sem rekla 2000 v letu 2014 in 660 v letu 2015. Torej, koliko vključitev lahko, če imamo sredstvo 20 milijonov in to pomeni na vzhodu v letu 2014 2000 vključenih mladih v ukrep prvi izziv in pripravništvo, subvencionirano. Ampak to je samo en del, to je 20 milijonov znotraj 153 milijonov širšega pojma jamstva za mlade. Jana Zelagič, Maštra 20. Gospa ministrica, v začetku ste omenili, da smo v Sloveniji in samo v Sloveniji razširili skupino mladih do 29 let. Sploh se zaprosnila, zakaj? Pa pri učinkih programa oziroma te pobude ste omenjali vključitve. Koliko pričakujete, da bo zaposlitev iz teh vključitev nastalo? Glede najprej razširitve v Sloveniji je morda malce drugačen in specifičen problem. Ne bom pa govorila, da nobeni državi se ne bodo odločili za razširjenje skupine
skupine, ki je bila prvotno do 24 let oziroma 25 let na 29. Jaz v tem trenutku nimam pregleda nad vsemi 28 državami Evropske unije, zato težko rečem, da smo se edino mi odločili. Vsekakor je v končni fazi potrjevanja tudi Evropski parlament želel razširitev te skupine na 29 let v pogovoru z Evropsko komisijo. Ampak zakaj smo se mi odločili? Zaradi tega, ker je v Sloveniji delež tistih mladih, ki končajo visoko stopnjo izobrazbe in so kasneje vključujejo na trg dela, ker imamo na žalost eno daljše obdobje študija v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Se mladi, ko stopijo po končanem študiju na trg dela, so večinoma starejši od 25 let. In seveda ta skupina je tudi, če pogledate podatke analize trga dela, je skupina visoko izobraženih, sicer v manjših številih, vendar je ta porast njihove stopnje brezposelnosti v zadnjem obdobju, v obdobju krize, najbolj izrazit. To so te ključni argumenti, zakaj smo podaljšali to obdobje na 29 let. Kar se tiče vključitev, morda se sliši, ne želim odvračati odgovornosti od ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ampak morate imeti v mislih, da ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni povečevanje možnosti ponudbe na trgu delovne sile. Torej mladim ugotavljamo, da imajo večje težave, zato jim želimo z ukrepi aktivne politike zaposlovanja jih narediti bolj konkurenčne in skupino, kjer jo delodajalci želijo bolj zaposliti. Naprimer, med ukrepi imate že sprejet ukrep, ki velja od 1. novembra, da za mlade, če delodajalec zaposli mlado brezposelno osebo, je oproščen plačila socialnih prispevkov. Seveda je pa dana obstoječa povpraševanje po delovni sili, me razumete, delovna mesta. Mi z aktivno politiko zaposlovanja ne ustvarjamo novih delovnih mest. In tukaj je ta domet aktivne politike zaposlovanja. Ti lahko blažiš obstoječo situacijo, ne generiraš pa delovna mesta per se. Če ni subvencijo, tudi če damo 8.000 evrov subvencijo za zaposlitev, ukolikor delodajalec nima potrebe po delu, mu tudi ta subvencija ne pomeni dovolj. Tako da je ključno za razrešitev problema brezposelnosti na splošno mladih ali kogarkoli je predvsem ustvarjanje novih delovnih mest. In če želim eno mojo željo še glede tega dokumenta, jaz bi želela, da ta dokument, ko bo šel na vlado, vključuje tudi sredstva Evropske investicijske banke za spodbujanje oziroma ugodnejše kredite za mala in srednja podjetja, da to linijo povežemo tudi z zaposlovanjem mladih. Ker potem bi pa seveda povezali ukrepe aktivne politike zaposlovanja, če tako želite, tudi z spodbudami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki prihajajo iz gospodarstva. Verjetno imate kakšen izračun, kaj pričakujete ob koncu prihodnjega leta, recimo, kakšna bo brezposelnost med mladimi, če zdaj brez službe 30.000, ob koncu leta 37 smo prebrali v noti, nekaj pa recimo, ko bojo ti ukrepi dejansko začeli izvajati. Če pogledamo na primer letošnjo leto je UMAR predvideval, da bomo imeli tam okoli 125.000 brezposelnih oseb. Mi imamo v tem trenutku 119. Vprašanje, kakšna bi bila situacija, če ne bi imeli za 56% povečano stopnjo vključenosti v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Mi smo vključili približno 35.000 ljudi do oktobra, kar seveda pomeni, da niso v evidenci brezposelnih oseb. In enako velja za mlade, ne. Ko si ti vključen v ukrep aktivne politike zaposlovanja, ti nisi v registru brezposelnih oseb in seveda pa so različni ukrepi. Tukaj imamo preventivne ukrepe, kjer bo vključitev štejemo v karierno izobraževanje, ker seveda lahko meriš določen vpliv tega dejanja, da ima posameznik svetovanje, vsekakor pa ne moreš neposredno povezavo z njegovo potem vključenostjo na trgu dela. So pa tisto, ko vemo, ko subvencioniramo pripravništvo, če 650 je verjetno, da pa vsaj to leto in s tem jim povečamo, če že ne bo zaposlen mlad na tistem delovnem mestu, kjer je opravil pripravništvo, mu s tem bistveno omogočimo, povečamo možnosti za vključitev na trg dela, kje drugje pri tržnem subjektu, če tako rečem.
rečem, ne. Potem imate naprimer ta prvi izziv 2000, to pomeni, da prvi izziv, če bojo te subvencije porabljene, in v preteklosti so bile, zato je utemeljeno pričakovati, da tudi bodo, to pomeni za 2000 manj brezposelnih oseb. Tako da vsekakor to pomeni bistveno znižanje teh številk. Ne bi pa želela reči, da zdaj rečem, zdaj bo pa 20 000. Ne. Vsekakor tudi z ukrepom spodbujanja zaposlovanja mladih pričakujemo 7000 dodatnih vključitev. Mi bomo to zelo pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo, in po potrebi pač tudi spreminjali število vključitev glede na posamezne ukrepe s ciljem, da dosežemo čim več vključitev, ki so seveda trajnejše narave. Zdi se mi pa, da je bilo veliko kritik glede medresorskega sodelovanja. Jaz sem nekaj časa že na tem področju in tako kot sem na začetku povedala, to medresorsko usklajevanje je eno najtežjih. Nikakor pa ne moremo reči, da tukaj niso bili določeni koraki k tem medresorskem usklajevanju vzpostavljeni. Jaz mislim, da smo vseeno sedeli v teh skupinah in tudi to, da smo se dogovorili za enotno platformo za spodbujanje podjetništva od leta 2015 dalje. Vse 3 ključna ministrstva ni majhen korak. Zakaj nismo to mogli storiti že za leto 2014? Ker imajo ministrstva, naprimer Ministrstvo za gospodarstvo je imelo sredstva, ki jih ima na voljo že razdeljene, ker je december in so sredstva za 2014 že razdeljena, drugače bi k temu pristopili že v letu 2014. Tako da razumemo vsekakor kritiko mladih, tudi pričakovanja mladih, vendar ne bi se smelo zdeti, kot da na tem dokumentu ni bilo nič medresorskega usklajevanja in da ni nekih paralel med različnimi ministrstvi, tako da boste dobili najboljši občutek o samem dokumentu, kolikor ga preberete. Petra Prešeren, TV Slovenija. Jaz imam eno vprašanje na novo socialno zakonodajo, ki se začela veljati s 1. januarjem. Lahko še kdo drug. Jaz sem nekaj 20 ukrepov, vse skupaj. Se bo kakšen začel že s 1.1. Kako je, recimo, kateri bo tisti, ki bodo v prihodnem letu, pa potem 2015? Boš ti to? Ja, zdaj v bistvu nekateri se začnejo oziroma se že izvajajo od 1.11., kot vidite, ne, interventni zakon seveda, ki je eden od ključnih za zmanjševanje brezposelnosti. Zdaj večina ukrepov v bistvu je zastavljenih tako, da se začnejo izvajati v letu 2014, v prvi polovici leta. Tisto, kar je v bistvu ključno, kar se prelaga v leto 2015 zaradi usklajevanja in priprave, je ta skupna platforma za podporo podjetništvu. Medtem ko lahko rečemo, da se praktično bodo začeli kot drugi ključni ukrep, ki je povezan seveda s tem, kako bo, moram pri tem opozoriti na to, da istočasno tečejo pogajanja za operativni program razvoja človeških virov, ali po domače povedano za novo finančno perspektivo. To poteka vzporedno. In ker je to poglavitni vir naših sredstev, je malo tudi odvisno tega, kdaj bodo ta pogajanja dokončana. Nek terminski plan je, da bi pač v prvi polovici leta ta nova finančna perspektiva bila operativna. Mi vsi računamo, da kar kmalu po novem letu. In seveda to je ključ do tega, da se ti projekti začnejo izvajati takoj po novem letu. To je, bom rekel, največji del ukrepov, seveda pripravništva, ki so ključna, ne. Isto velja za pobudo za mlade, za prvi izziv. Vsi ti ključni ukrepi, v bistvu, ki nosijo kar veliko število zaposlitev, so vezani tudi na sprejem OP-ja, za katerega računamo, da bi v prvem kvartalu 2014 moral nekako biti sprejet in do te mere operativen, da bi ga lahko začeli izvajati. Seveda nas pa to ne ovira pri tem, da mi ne bi mogli ukrepov do te mere pripraviti, da jih potem samo nekako aktiviramo. Vsekakor si bomo prizadevali, da bomo takoj jih sprožili, kot bo. Tako da edini resen zamik praktično je pri tem ukrepu za to platformo podjetništva, kar pa je tudi po svoje logično. Že dolga leta si za to prizadevamo in to je res celovit projekt, ko je treba vključiti kar veliko aspektov in je kar prav, da ga dobro v tej smeri pripravimo. Če lahko, jaz bi tukaj res želela dodati to, kot je razvidno, so ti ukrepi vezani predvsem na evropska sredstva in novo finančno perspektivo. Država ali vlada se je odločila, da pripravi en operativni program. Jaz sem na vladi dobila zagotovila, da vkolikor ne bodo časovnice, kot si je vlada določila, da bo ta OP, ker ga je treba tudi spogajati z Evropsko komisijo, v prvem kvartalu naslednjega leta bomo morali pristopiti v ločen OP za mlade. Ker tukaj je ključ, mi ločen OP za mlade bi lahko naredili za 2 leti
ker je ključnost, kot vidite, ukrepe govorimo o 2 letih, ker je tudi Evropska komisija določila, da je tako imenovan front-loading, da lahko več sredstev prej daš na ukrepe za reševanje brezposelnosti mladih, tako da na vladi imam zagotovilo, vkolikor ne bo teklo vse po časovnici, ki je predvidena, bomo na koncu vseeno zagotovili, da bomo šli v ločen OP za mlade, ker je ključ za izvajanje teh ukrepov seveda, da bodo evropska sredstva na voljo. To pa je predpogoj, da imamo potrjen OP strani Evropske komisije. Drugače mi nimamo dostopa do novih sredstev, mi pa sredstev iz pretekle finančne perspektive, ker smo, lahko pohvalim moje sodelavce, tako dobri v tem črpanju, da dejansko nimamo veliko rezerv, ki jih prinašamo v naslednjo leto. Zanima me, kako komentirate, na kakšen način boste določali bodoče potrebe na trgu dela in kako komentirate to, da zdaj še nismo, pač glede na to, da vsako leto razpisujemo prosta mesta v šolah, na različnih programih, na fakultetah. To je eno vprašanje, drugo vprašanje pa, če sem prvo razumel, gospod Kotolenka, ta pripravništva subvencionirana je bila predvsem v javnem sektorju ali tudi pri podjetjih. Če lahko jaz pripravništvo prevemošti. Morate se zavedati, da Zakon o delovnih razmerjih ne predvideva obveznega pripravništva. To so sektorske politike, ki določajo in pri nam imamo obvezno v šolskem sistemu, torej v tem sistemu in v sodstvu. Lahko pa potem seveda delodajalci razpišejo tudi pripravništvo, vendar po Zakonu o delovnih razmerjih ni obvezno. In vsekakor je potem cilj države, da z jamstvi za mlade omogoča tam, kjer je nujen pogoj upravljeno pripravništvo, potem tudi pristop strokovnemu izpitu, da s tem mladim omogoča, da pridejo do tega strokovnega izpita in s tem seveda povečajo svoje možnosti na trgu dela. Zato je predlog predvsem usmerjen k spodbujanju oziroma k plačanemu pripravništvu, ker je seveda naše stališče, da to, kar se zdaj dogaja, seveda ni dobra praksa, da imamo volonterska pripravništva. Zato smo tudi želeli s temi ukrepi to, da bomo omogočili, da so ta pripravništva plačana tam, kjer so na nek način sektorsko politiko obvezna. A to se mogoče predlagati spremembo zakonodaje, da ki bi prepovedala volonterska pripravništva? Tukaj je stvar, mislim, da predvsem sektorskih politik, na kakšen način mislim, da morajo sektor, naprimer izobraževanje in drugi sektorji razmisliti, ali je pripravništvo, tako kot je definirano v njihovih zakonih, nujno, ali ne bi bilo mogoče tega pripravništva, ki je v tem trenutku obvezno, na nek način nadomestiti za večjo povezanostjo v času izobraževalnega procesa z stikom z delodajalcem, torej sfero tam, kjer boš delal in bi s tem lahko rešili določene probleme. Tako da vsekakor je tukaj treba razmislek pa teh sektorskih politik. Pri nas se nanaša za ta resor, ki ga jaz trenutno vodim, je predvsem na področju socialnega varstva in vsekakor, ko bo odprta prenova te zakonodaje, bomo temeljito razmislili, ali je to nujno potrebno ali lahko na kakšen drug način zagotovimo to, ker ne, če imamo 5 let izobraževanja mladih ljudi, potem pa zahtevamo še 1 leto pripravništva, je vprašanje tudi z vidika regulacije samega poklica. Ja, napovedovanje bodočih potreb je ena zelo težka naloga za vse v Evropi, ki se s tem ukvarjajo, ampak kar je ključno za Slovenijo je to, seveda smo se s tem ukvarjali, ni res, da se nismo, ne. Želimo pač narediti korak naprej. Do zdaj je to temeljilo izključno na tem, kakšne potrebe so delodajalci prijavili na Zavodu za zaposlovanje, ko so iskali nove delavce. To je seveda ena statična slika v nekem trenutku, ki pa ne daje kake velike povezave za naprej. To, na čemer bo temeljil sistem, je predvsem več različnih pristopov. Morate vedeti, da Slovenija je totalno specifična dežela, kar se tiče gospodarske strukture in da mi imamo samo 250 podjetij, ki spadajo med srednja ali velika. Vse ostala so majhna in se resno ne ukvarjajo s kadrovsko funkcijo, tudi mnogokrat resno ne premišljujejo o prihodnosti pa o bodočih kadrih, ki jih bodo potrebovali. Zato bo en del teh podatkov temeljil na tem, da gremo s projekti vseživljenjske karierne v podjetja in pomagamo definirati bodoče potrebe bolje, kot to počnejo zdaj. Drugi del bo temeljil na zelo obširni anketi, ki jo bo izvajal Zavod za zaposlovanje v okviru tega projekta in ki bo temeljila na anketiranju delodajalcev, kjer bo seveda vgrajena tudi časovna komponenta, kratkoročne in pa srednjeročne potrebe. In tretji del bo seveda temeljil na industrijski politiki, kaj so perspektivne panoge. In ko bomo vse te podatke nekako skupaj povezali,
bomo prišli do tega, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih na trgu dela in pričakujemo, da bo ta podatek bolj kakovosten, kot je ta, ki smo ga imeli do sedaj. In na tem seveda potem temelji tudi to, da skušamo tisto stran, kar imamo med brezposelnostjo, povezovati s tem, kar ciljamo, da je pač v prihodnosti potrebno. S tem, da samo to še dodam, da v bistvu seveda mi imamo dve vrste brezposelnosti. Ena je ta strukturna, kjer pač delodajalci nekaj iščejo, kar nimamo, in pa druga je ciklična. Ciklična je seveda povezana s tem, da se začne gospodarska rast, kar vsi upamo, da se bo, kar je ključno. Pri strukturni pa seveda je povezano s tem, da bomo te ljudi, ki jih imamo med brezposelnimi izobrazili za tisto, kar delodajalci pač nekako kratkoročno in srednjeročno iščejo. To je model, recimo, ki ga tudi videvamo zunaj in lahko vam povem iz prakse, da sem videl zelo velik model na Finskem, ki je dajal precej take rezultate dolgoročne, in če gledate pač odzivnost šolskega sistema, in Slovenija je toliko specifična, poglejte, če se samo zapre eno veliko podjetje, se lahko v celotni regiji slika deficitarnosti in suficitarnosti popolnoma spremeni. Ne, če se recimo en Revoz ali pa Krka ali pa kdorkoli od velikih nekam preseli, imate znotraj tiste regije v trenutku popolnoma drugačno sliko. Zato je tukaj zelo veliko faktorjev, ki na to vplivajo, ampak vseeno želimo te glavne trende pa noter pripeljati, zato da vsi vemo, kaj pač je bolj perspektivno in kaj je manj perspektivno. Upam, da sem dovolj jasno povedal, da je to res kompleksen projekt, ki bomo ga seveda usklajevali tudi z delodajalci. Tukaj se mi zdi pomembno ta sodelovanje tudi pri programih, ki se potem oblikujejo za brezposelne osebe, da je sodelovanje z predstavniki gospodarstva, gospodarsko zbornico, obrtno-podjetniško zbornico, da povežemo in da oni tudi pomagajo pri pripravi. Problem volonterskih pripravništv, ker vsi mladi smo enotni, da nasprotujemo volonterskim pripravništvom. To smatramo kot izkoriščanje zastonj delovne sile, ki si ga lahko privoščijo samo tisti mladi, ki so privilegirani, ki imajo sredstva, neke resurse, morda od staršev ali od kje druge, in definitivno ne ustvarja priložnosti za vse, kot radi rečejo delodajalci, da to pač ustvarja priložnost, da si mladi naberejo izkušnje. Ja, za tiste nekatere, ki so privilegirani, ne pa za vse, ki morajo pripravništvo obvezno opraviti, kot je povedala gospa ministrica. Definitivno podpiramo to, da se bo pripravništvo subvencionirano ravno v javni upravi oziroma v javnem sektorju, ker je konec koncev država tista, ki najbolj izkorišča volonterske pripravnike. In da mogoče samo še podkrepim tezo, da morda resorji niso najbolj usklajeni. Dejstvo, da se na tem ministrstvu borimo proti volonterskim pripravništvom, potem pa, da prejšnji teden DURS razpiše 7 novih volonterskih pripravništv, za nas pomeni neusklajeno delovanje celotne vlade. Definitivno bomo pa izjemno veseli, če se bo problem volonterskih pripravništv uredil sistemsko, torej spremembo delovnopravne zakonodaje. Mi smo bili tudi pri prejšnji spremembi delovnopravne zakonodaje proti volonterskim pripravništvom in smo zato, da se jih popolnoma izbriše oziroma prepove. Boste še socialo? Zanima me, po novem prihajati pogledine in posmrtnine na vaš resor in me zanima, po novem bodo samo za socialno najšibkejše. Zdaj pa seveda revščina velika med tistimi, ki recimo imajo službo, pa rabijo potem socialno pomoč, tako Karitas, Rdečega križa. Bo to ljudi pripeljalo še v večjo stisko, da bo res samo za socialno najšibkejše? Pa vam lahko eno bizarnost povem, da po podatkih pravnikov trenutno veljavni, tako kot je bilo znotraj obveznega zdravstvenega zavarovanja, je veljalo, da sta ta pravica do posmrtnine in pogrebnine univerzalni pravici. Pa temu sploh ni tako, ker namreč osnova, od katere se za prejemnike denarno-socialnih pomoči namreč plačuje občina. In na tej podlagi to pomeni, da niso bili zavarovani tudi za primer posmrtnine in pogrebnine. Tako da absurdnost v sistemu, dejansko z prenosom na področje sociale bomo sedaj zagotovili tem najrevnejšim dostopnost do brezplačnega oziroma do subvencioniranja pogreba in tudi do posmrtnine. Zdaj, to je bila odločitev na ravni vlade, koalicije. Mi smo potem, ker je bil naš zakon oziroma socialna zakonodaja odprta, smo to sanirali in v dogovorih potem tudi zagotovili več ljudem. Namreč ni meja samo tisti, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,
Pri pogrebninah smo dvignili to mejo na dohodek na družinskega člana 606 evrov, ki je višja in smo ga izravnali z trenutno stopnjo tveganja revščine. Tako da s tem smo želeli razširiti ta krog upravičenosti, ker če bi želeli gledati samo ozko, bi rekli samo tisti, ki so prejemniki denarno-socialne pomoči in varstvenega dodatka, ta problem bi rešili, ljudje imajo odločbe, s tem ne bi obremenjevali centrov za socialno delo, ampak se nam je glede na trenuten obseg in pač probleme v zvezi z pogrebnino in pričakovanje ljudi zdel prav, da to dvignemo in da s tem dodatno, nažalost, obremenimo centre za socialno delo, ker to pomeni, da bodo ljudje lahko vložili vlogo in seveda bodo morali z viri, ki jih imajo, oziroma z informacijskih datotek pogledati, ali so posamezniki upravičeni. Tako da to pomeni dodatno delo centrom za socialno delo. Kako hitro bodo v centri za socialno delo lahko to odločbo izdali, kako hitro bo ta postopek, kako bodo pogrebni zavodi morali kontaktirati posameznike? Mi se dogovarjamo tudi potem pogrebni zavodi, so bili pri nas na ministrstvu na sestanku, se dogovarjamo in bo v bližnji prihodnosti vzpostavljena povezava med njimi, tako da bomo čim bolj poskušali ljudem približati to, da ne bomo dodatno obremenjevali jih. Smo pa tudi v določbo zakona potem prav za področje posmrtnin in pogrebnin ukinili to krajevno pristojnost, prav zato, da ljudje pač, če urejajo za pogreb, naprimer v Ljubljani, pa so z Maribora, da ne bo treba na Mariborski center za socialno delo, ampak da bodo lahko uredili pač to v kraju, kjer bo pogreb. Tako da smo poskušali ljudem jati. Vsekakor ne bo potekalo to brez problemov. V začetku bomo pa pristopili k temu, da bo čim prej, pa že zdaj pripravljamo vse potrebno, da bo steklo s 1.1. čim bolj tekoče. Bodo tu recimo pogrebni zavodi morali založiti v narekovajih denar, če ta odločba ne bo tako hitro izdana? To je stvar dogovora. Jaz verjamem, da tudi ti pogrebni zavodi imajo svojo računico v tem in da seveda se bodo tudi oni morali prilagoditi, morda tudi cenovno ali kako drugače, tako da se verjetno na tem področju obetajo tudi kakšne spremembe. Ne bo pa to kakšno stisko še dodatno pripeljalo tudi ljudi, ki so prosili za to pomoč? Jaz upam, poglejte, bomo naredili vse, kar je v naši moči, tudi s Centrom za socialno delo, bomo tudi z direktorji, imam naslednji teden razgovore, bomo poskušali čim bolj, da ljudem približamo. Vsekakor pa to pomeni neko drugačno prakso, kot je bilo do zdaj, ko je posameznik prišel, dal zdravstveno izkaznico in pač dobil. Tukaj bo neke nove mehanizme potrebno vzpostaviti in pri nas na sektorju za socialne zadeve že delajo intenzivno, tako s centri za socialno delo, kot tudi sestanki so bili že organizirani z temi pogrebnimi zavodi.